Spoštovani predsednik, podpredsednika, gospod župan, poslanec, spoštovane članice in člani Koroške regijske koordinacije. Vesel sem, da vas lahko danes, čeprav v mrzlem dopoldnevu, pozdravim tukaj na tem čudovitem hribu v imenu Slovenske demokratske mladine. Vesel sem tudi, da se nas je zbralo v tako velikem številu. To samo pomeni, da nam gre za stvar za prihodnost Slovenije. Danes ne mislim govoriti o našem delu, o aktivnosti Slovenske demokratske mladine, ker kljub temu, da kljub medijski ignoranci, ki smo jo tudi sami kot mladi deležni v Sloveniji, se naše delo opazi. Bom pa govoril o tem, kako vidimo mladi Slovenijo in kam želimo, da Slovenija gre v prihodnje. Če bi me danes vprašali, kaj je največji dosežek bivanja v svobodni demokratični družbi, je to demokracija. Gre za družbeni red, ki je skozi spone in padce v 20. stoletju pripomogel k temu, da danes živimo boljše. Čeprav bi nas verjetno nekateri radi prepričali, da smo v bivši državi živeli boljše, ampak temu ni tako. Sam, kaj pač skozi to svojo 10-letno udejstvovanje v politiki, tudi moji kolegice in kolegi iz Slovenske demokratske mladine, ki vidimo največji problem v Sloveniji, je pluralnost medijskega prostora. Mislim, da včeraj smo imeli, oziroma v teh 2-3 dnevih komisijo, oziroma en pododbor enega odbora Evropskega parlamenta v Sloveniji, kjer so v bistvu ugotavljali, če je v Sloveniji kršena svoboda medijev. V Sloveniji ni kršena svoboda medijev. Slovenija nima problema svobode medijev, ampak ima problem s pluralnostjo medijskega prostora. Slovencem je grobo kršena svobodno oblikovanje politične volje. Če dam primer, od začetka oblikovanja te vlade, od leta 2012, 13. marca se je oblikovala ta vlada, in od takrat naprej, ko se je morala vlada soočati z epidemijo, z ukrepi, vsak ukrep vlade je bil napaden. Noben ukrep ni bil dober. Noben. Po drugi strani pa vse ti dobri ukrepi, ki so dejansko pripomogli k temu, da smo vseeno z epidemijo zvolili dobro in da je gospodarstvo priplavalo na površje, da je preživelo. Mimogrede, verjetno ste opazili naše jumbo plakate oziroma plakate, ki krasijo tudi Koroško. Ste mogoče slišali od slovenskih glavnih medijev, da je v Sloveniji v letu 2020 povprečna bruto plača zrasla za 5,8%. Verjetno ne, verjetno ste to zasledili na naših plakatih, da je v tem enem letu mandata vlade so pokojnine zrasle za 7,1%. Da imamo eno najnižjih stopenj brezposelnosti, 9,3%, in eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropski uniji, 6,4%, če se ne motim. Vse to je rezultat dobrega dela vlade. Prej je gospod župan povedal, kako dober sogovornik je vlada in koliko investicij se je dejansko izvedlo infrastrukturnih projektov, ki so prej ležali v predalu in jih noben ni niti povohal. Nekoč mi je ena izjemna oseba, ki mi veliko pomeni, dejal: ne glede na to, ne odnehaj. Ne odnehaj. Prepričevali te bodo, da nimaš pravih vrednot, da si kako so mi enkrat rekli, na slabi strani zgodovine, da vsiljevali ti bodo dvom v to, kdo si, na koncu te bodo etikirali, da si fašist in nacist, ampak spoštovane demokratke in demokrati, ne odnehajmo. Ne odnehajmo si prizadevati za stvar, to je Slovenija, za vse Slovenke in Slovence. Kljub temu, da imamo danes demokracijo, kjer nam je pripomogla k temu, da živimo boljše, pa ta demokracija ni na stopni
ki bi lahko bila. Ne? Predvsem zaradi tega razloga, ki sem ga že prej omenil, medijskega prostora. Zato naslednjo leto nas čakajo volitve, 3 volitev in zato je na nas vse, kako bo. Po volitvah, ali bomo držali razvojno vlado ali ne, ne bomo se odločali o tem, ali smo za leve ali desne, ali za črne in bele in ne vem, za domobrance in partizane. Odločali pa se bomo, ali smo za razvoj in blaginjo Slovenije, ali pa smo za koalicijo sovraštva, tisto, kar nam zdaj že verjetno ne vem koliko 80 petkov in že celo od sredah ponuja četvorček KUL. O tem smo odločali. Ne? In jaz mislim, da je odločitev jasna. Jasna, ne? Kam želimo iti v prihodnje. Zato si ne bomo nehali prizadevati za pravo stvar. Za Slovenijo, ki je pravična, ki je svobodna, za Slovenijo, ki na prvo mesto postavlja tradicionalne vrednote in družino, ki je osnovna celica družbe. Za Slovenijo, ki je digitalna, napredna, inovativna v vseh pogledih. Za Slovenijo, ki je varna. Za Slovenijo, za vse Slovenke in Slovence. Mi v Slovenski demokratski stranki in v Slovenski demokratski mladini si ne bomo nehali prizadevati za domovino vseh Slovenc in Slovencev. Zaključil bom z besedo, ki se mi je zelo vtisnila v spomin, predvsem zdaj, ko smo lahko gledali ta lepo predstavitev tega videa o predsedovanju Slovenije Evropski uniji, kjer je papež Janez Pavel II. Dejal, korajža velja. In tako vam tudi jaz govorim, korajža velja, živela Slovenija.